Ali se lahko Zahod uspešno upre islamističnemu terorizmu? Potem, ko so Združene države Amerike, potem, ko so zadale Iranu uničujoče udarce na njegovo vojsko ter na jedrski in raketni program, da ne omenjamo uboja večine njegovih voditeljev v napadih, izvedenih skupaj z Izraelom, zdaj delujejo, kot da se predajajo Iranu. Vprašanje je, ali sploh kaj pomenijo visokotehnološko orožje ter izurjeni piloti in vojaki, če ameriškim voditeljem primanjkuje volje ali potrpežljivosti za boj proti islamističnemu terorističnemu režimu, ki lahko izstreljuje drone na mimoidoče ladje v Hormuški ožini. Ta teden v oddaji Think Twice z vojaškim strokovnjakom, polkovnikom Richardom Kempom, podrobno preučujemo vojno proti Iranu in vprašanje, ali so Združene države res sposobne premagati svoje sovražnike in se izogniti izdaji svojih zaveznikov. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Think Twice. Ali so Združene države ugotovile, kako premagati teroristične sovražnike, ki se poslužujejo tako imenovanega asimetričnega vojskovanja? Vojna, ki se je začela 28. februarja, v kateri sta Združene države in Izrael dosegli neprimerljiv vojaški uspeh, se zdi, da se je končala, ne da bi Washington dosegal katerega od ciljev, ki si jih je zastavil na začetku konflikta. Z grožnjami ladijskemu prometu v Hormuški ožini je teheranski režim zvišal cene goriva in pomagal narediti vojno v Združenih državah tako nepriljubljeno, da je tako lahko vztrajal dlje od Washingtona. Predsednik Trump je pristal na memorandum o soglasju, ki islamističnemu režimu v bistvu prinaša zmago v vojni. Združene države lahko še vedno spremenijo smer, če se, kot se zdi verjetno, podpredsednik J.D. Vance znajde v položaju, ko bo moral pristati na mirovni sporazum, ki ni nič boljši od katastrofalno šibkega iranskega jedrskega sporazuma Baracka Obame. Ta depresiven razplet vojne odpira nekaj pomembnih vprašanj o vojskovanju v 21. stoletju in volji Zahoda, da se brani. Da bi o tem razpravljali, imamo danes srečo, da je z nami in res mislim, da je osebno tukaj z nami, ker se ta epizoda Think Twice snema v studijih JNS v Jeruzalemu, je z nami eden vodilnih strokovnjakov za vojskovanje, terorizem in vojaško strategijo. Polkovnik Richard Kemp je upokojeni britanski vojaški častnik in komentator, diplomant Sandhursta, Britanske vojaške akademije. Je odlikovani veteran Prve zalivske vojne ter konfliktov na Severnem Irskem, v Bosni, Afganistanu in Iraku, kjer je poveljeval enotam. Prav tako je služil kot vodja mednarodne protiteroristične skupine pri skupnem obveščevalnem odboru britanske vlade. Po upokojitvi je pisal in govoril o vojaških zadevah, terorizmu in strategiji. Polkovnik Richard Kemp, dobrodošli v Think Twice. Jonathan Tobin, v veliko čast mi je. Tukaj sem v Jeruzalemu, da se udeležim konference JNS, ki se je pravkar zaključila in bila je resnično fantastična, izjemna konferenca, za katero mislim, da je vsak, ki je ni obiskal, veliko zamudil. Tudi jaz tako mislim. Imeli smo veliko odličnih govorcev in 3 dnevi so bili polni res zanimivih pogovorov. Mene zadnje tudi zato, ker si bil ti tam. Hvala. No, začel bi s tem, da ti postavim vprašanje, ki nekako oriše našo trenutno strateško dilemo. In s tem mislim Zahod, Združene države Amerike in Izrael v pravi perspektivi. Zato potrpi še trenutek. Ena od sej na vrhu, o kateri smo pravkar razpravljali, je bila vodena strani profesorja Yuvala Steinica, ki je vodja podjetja Rafael Industries, enega največjih izraelskih visokotehnoloških vojaških proizvodnih podjetij. Veš, to ime lahko vidiš na prestreznikih železne kupole in na številnih drugih stvarih. In on je govoril na seji, kjer nam je predstavil izjemen tehnološki napredek, ki ga je Izrael dosegel. Po njegovih besedah je poveljnik izraelskih letalskih sil dejal, da brez tega Izrael ne bi mogel narediti ničesar. In to je res. To je Izraelu in Združenim državam dalo izjemno tehnološko prednost v boju proti Iranu. Ampak pomislimo za trenutek, kam nas je to pripeljalo. Potrpite še trenutek.
Spomnilo me je na predavanje, ki sem ga slišal, ko sem bil študent pred davnimi leti, ko sem študiral zgodovino na Univerzi Columbia. Ko sem obiskoval predmet o strategiji in globalnih konfliktih, predaval ga je zelo ugledni učenjak tistega časa, pokojni Warner Schelling. In Schelling nam je govoril o taktični in operativni premoči Japoncev nad zavezniki na začetku druge svetovne vojne. In rekel je, da so imeli Japonci vsaj na začetku vojne boljša letala, boljše ladje in boljše letalce, bolj izkušene letalce. Imeli so veliko bolj napredne operativne strategije. Preučevali so, kako uporabljati letalonosilke na načine, ki jih zavezniki niso poznali, tako Britanci kot Združene države. Preučevali so, kako izvajati amfibijske invazije, česar so se zavezniki naučili šele tekom vojne. In ko se ozrem nazaj, ampak kar je rekel, je bilo, da kljub njihovi ogromni premoči na začetku druge svetovne vojne, niso imeli nobene strategije, kako vojno dejansko zmagati. Razen tega pa so imeli to noro idejo, da če bi izvedli presenetljiv napad na Združene države in jim zadal hiter udarc, bi se Američani predali. V resnici pa je bilo ravno nasprotno. Zato sem se spomnil na to, kje smo danes. Mislim, če bi sedeli v Tokiu, recimo marca 1942, bi lahko poslušali podobno predavanje, brez zamere, kot pravimo po hebrejsko, Lal-Habdil, med profesorjem Steinicem in Japonci tistega časa. Lahko bi poslušali predavanje o tem, kako sta japonska cesarska vojska in mornarica bili daleč boljši od zaveznikov. Popolna premoč, kot so jo pokazali, veste, ne samo v Pearl Harborju, ampak tudi na Filipinih, v Malaji, kjer so Britanci ne samo, da so bili poraženi, ampak so poslali 2 glavni bojni ladji ob obali Malaje brez kakršnega koli zračnega kritja. Kot da bi bilo leto 1914 in so bili potem presenečeni, veste, ko so jih izgubili. Zato razmislite, nočem potegniti preveč natančne zgodovinske analogije, veste, preveč natančne analogije. Očitno, veste, Združene države niso Japonska in Iran ni Združene države ali Velika Britanija takrat. Ampak zdi se mi, da ima Zahod ogromne tehnološke prednosti, zagotovo v primerjavi z Iranom in njegovimi terorističnimi pomožnimi silami. Ampak ali imamo dejansko strategijo, da jih premagamo? Glede na to, da se zdi, da se Združene države trenutno predajajo Iranu, če bodo pogovori potekali tako, kot kaže, se zdi, da nimamo nobene boljše strategije za zmago v vojni, kot so jo imeli Japonci takrat. Mislim, da je zapletenost tukaj v primerjavi z pacifiškim bojiščem v drugi svetovni vojni ta, da je v drugi svetovni vojni na Pacifiku Amerika določila strategijo. O njej so odločali ameriški predsednik in generali. Tukaj gre za 2 državi, predvsem 2 državi, ki določata, kakšna bo strategija. In nimam nobenega dvoma, da ima predsednik vlade Netanjahu zelo jasno usklajeno strategijo, ki jo je verjetno razvil že pred 7. oktobrom, zagotovo pa po 7. oktobru. In to smo lahko opazovali. V redu, strategija se je spremenila, prilagodila se je, bila je prilagojena spremembam v situaciji. Ampak mislim, da ima celovito strategijo. Po drugi strani pa morajo biti Američani, ki jih je treba res videti kot starejšega partnerja v tem odnosu. Nisem prepričan, da imajo strategijo. Mislim, da so imeli strategijo za soočanje s tem, za soočanje z Iranom, ampak mislim, da se je to spremenilo. Mislim, da so politične spremembe in način, kako se je vojna razvijala, v bistvu povzročile, da je predsednik Trump dejansko opustil svojo strategijo. To pa ne pomeni, da se k njej ne bo vrnil. In mislim, da imate prav, da je trenutno videti zelo zaskrbljujoče z memorandumom o soglasju, ampak mislim, da je predsednik Trump človek, ki je sposoben in za katerega smo že velikokrat videli, da se nepredvidljivo obrača sem in tja, kar je v nekaterih pogledih prednost, ne nujno v tem primeru, in morda bi lahko videli, da se ta strategija znova vrne na pravo pot. Ampak mislim, da je to prava razlika, mislim, med pacifiškim bojiščem
In bilo je, veste, če pogledate na drugo svetovno vojno, je bilo veliko težav z strategijo. In deloma je bilo to, zato ker so bila nesoglasja med Združenim kraljestvom in Združenimi državami Amerike, ki sta bili dve glavni zavezniški sili, zavezniški vladi. In tam smo videli nekaj težav. In mislim, veste, zelo enostavno je, če si univerzitetni profesor, nekako začrtati strategijo in kako naj bi strateško razmišljanje delovalo. Ampak mislim, da je zelo drugače, ko se dejansko soočaš s pravo situacijo, ki ne vključuje samo bojevnikov na terenu. Vključuje tudi volivce doma, vključuje, na primer, še veliko drugih različnih ekonomskih dejavnikov. Hvala, da ste poslušali Think Twice. Ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od podcast platform, ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na GNS YouTube kanalu, prosimo, da všečkate in ali se naročite na GNS, kliknete na zvonček za obvestila in nam daste dobre ocene. Poleg Think Twice obstaja tudi podcast Jonathan Tobin Daily, kjer z vami delim še več novic in analiz o najpomembnejših vprašanjih, s katerimi se danes soočamo. Dnevno oddajo lahko najdete pod imenom Jonathan Tobin Daily. Na kanalu JNS, kjerkoli poslušate podcaste. In zdaj nazaj k današnjemu programu. Ja, mislim, da imate popolnoma prav glede tega. Očitno ti politični dejavniki trenutno prevladujejo. Bomo videli, kot ste rekli, če se bo tako tudi išlo. Trenutno se zdi, kot sem napisal v JNS, v kolumni, ki je bila objavljena včeraj, da J.D. Vansa preizkušajo zaradi njegovega pristopa do zunanje politike. In bojim se, da mu je bila dodeljena naloga pogajanj z Iranci. Veste, to je klasičen primer, pazi, kaj si želiš. Mislim, da ko govorimo o strategiji, ena stvar, ki na Zahodu manjka, je celovita strategija tudi za boj proti globalnemu džihadu. In ni nobene usklajenosti. Ni usklajenosti, niti znotraj vlad, zagotovo pa ne med zahodnimi vladami. Ja, mislim, da je to res tisto, na kar ciljam. Prav. In to je bilo nekaj posebnega. Torej, stopamo izven samega Irana. Ampak to je bilo nekaj, kar so, veste, zahodne sile razvile za soočanje z Rusijo v hladni vojni, kar je bilo na koncu uspešno. Čeprav je šlo skozi več različnih, veste... Različic. Vietnam, veste, vojne zvezd. Točno tako. Ampak, prej sem govoril o strategiji v zvezi z Iranom, ampak celovita strategija za spopadanje z islamskim džihadom popolnoma manjka. Ja, enako, to se je zgodilo, videli smo to že velikokrat prej. Velike sile so zmedene zaradi asimetričnega vojskovanja. In to je nekako to, kar smo pravkar videli, veste, v Hormuški ožini, kaj ne? Točno to. In to je, veste, ena od težav, ki v drugi svetovni vojni pravzaprav ni obstajala. Ali pa v vojnah pred tem in v nekaterih potem, je prava nevoljnost zahodnih sil, da bi plačale ceno potrebno za dosego uspeha ali zmage. V tistem, kar bi lahko imenovali asimetrični konflikt ali pravzaprav v kateremkoli konfliktu, mislim. Veste, na primer, če pogledate Rusijo in Ukrajino, mislim, da sta obe strani tam pripravljeni plačati kakršnokoli ceno, ki je potrebno, vsaj do neke mere. Ampak mislim, da tega, na primer, v zahodni Evropi sploh ni. In mislim, da ta situacija, ta strah na Zahodu in zasvojenost z mirom ter blaginjo, odlične stvari, a ne pridejo brez cene. Mislim, da je to res spodkopalo tisto, kar je veljalo za zelo uspešno, verjetno najbolj uspešno vojaško zavezništvo v zgodovini NATO. Mislim, da je trenutno razmišljanje in trenutni odnos, zlasti v zahodni Evropi, res spodkopal NATO. Ja. No, pogovoriva se malo o tem, kaj se je zgodilo po 28. februarju. Kako popolna je bila vojaška zmaga nad Iranom? In ali bi lahko Združene države in Izrael zagotovili svobodo plovbe v Hormuški ožini, če bi se Washington za to odločil? Ali pa je šlo, kot smo pravkar rekli, za primer asimetričnega vojskovanja, v katerem bi iranski droni lahko neomejeno dolgo ogrožali ladijski promet? Ali bi lahko preživeli resnično usklajen napor Združenih držav, da bi kaj ukrenile glede tega?
Mislim, da ne bi mogli. Ne, mislim, da bi bilo mogoče odpreti ali ohraniti odprt Hormuški preliv. In Američani so se očitno zavedali pomena Hormuškega preliva, prav tako tudi Izraelci. Ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da Američani niso razmišljali o, hotel sem reči japonski, o tem, da bi Iran zaprl. To ti bom vtisnil v glavo. Iran zapira Hormuško ožino. To je očitno smešen predlog. To bi bila prva stvar, na katero bi pomislili. Morda so zaključili, da to ne bi bilo potrebno, ker bi bila opustošenje Ira na začetku tako velika, da Iran ne bi imel zmožnosti zapreti Hormuške ožine. V tem primeru, če so res tako mislili, so se zmotili, kot smo videli. Vendar pa verjamem, da bi bilo vojaško mogoče to preprečiti ali pa vsaj, ko bi se to zgodilo, ponovno odpreti Hormuško ožino. Verjetno bi to zahtevalo prisotnost vojakov na terenu, ne nujno v velikem obsegu ali za daljše obdobje na velikem območju, ampak omejeno prisotnost na določenih ključnih lokacijah, ki nadzorujejo Hormuško ožino. Toda jasno je, zelo jasno, da Združene države niso bile in verjetno nikoli ne bi bile pripravljene poslati vojakov na teren v takšni situaciji. To je kar precej odločilna pomanjkljivost, če se poskušate boriti proti Iranu. Če verjamete, da Združene države tega res ne bodo storile, ker je veliko ugibanj. Mislim, malo več bomo govorili o tem, kam smo prišli glede izida vojne. Ampak, kot pravite, Združene države imajo zagotovo zmogljivosti, sile, da to storijo. Ampak mislim, da je to, spet, če stopimo korak nazaj, če pogledamo bolj, globalno na konflikt. Če nimaš volje, da se vključiš v ta konflikt, kot očitno, kot pravite, Ukrajina in Rusija, obe sta pripravljeni boriti se do smrti. Združene države se ne zdino in očitno so Izraelci pripravljeni narediti vse, kar je potrebno, da branijo svojo državo. Ker sedimo tukaj v Jeruzalemu. Izraelski vojaki vedo, zakaj se borijo. Za svoje domove in svoje družine. Zdi se, da Združene države nimajo te volje. In kot ste omenili, Evropa, tradicionalni evropski zavezniki Amerike, na Zahodu, vključno z Britanijo. Države, ki si res niso želele biti del tega konflikta. Čeprav jih Iran ogroža enako kot vse druge, jim prav tako manjka volje. Popolnoma imate prav. In prav zdaj, tik preden sva se srečala, sem govoril z vojakom IDF, ki je pravkar prišel iz Libanona. In govoril sem z mnogimi izmed njih, ter z vojaki, ki so se borili v Gazi in se še vedno borijo v Gazi in drugod. In rekel mi je, da si z zelo redkimi izjemami vsak Izraelec želi boriti in zmagati. Nočejo, zavedajo se nevarnosti, ki jih predstavljajo Hezbolah, Hamas in drugi. In Iran seveda predstavljajo njihovim družinam, prijateljem, celotni državi. In želijo se boriti za zmago. In mislim, da je to precej presenetljivo opažanje, glede na to, da so minila že 3 leta, odkar se ta večja vojna ni začela, ampak je izbruhnila 7. oktobra. In mislim, ko pogledate žrtve, ki so jih Izraelci dali, tako v smislu človeških življenj, vdov in seveda tudi služb in družinskega življenja ljudi. Ker Izrael... Ja, in Izrael, je tako zelo odvisen od rezervistov. Mislim, da je to izjemno impresivno opažanje, ki ga danes na Zahodu, vsaj v zahodni Evropi, verjetno ne bi našli. In druga stvar, ki jo mislim, da je treba poudariti, je, da so ZDA, mislim, da je za predsednika Združenih držav veliko težje, da sam tvega in sprejme odločitev. V tem primeru z Izraelom res je, vendar brez svojih tradicionalnih zaveznikov, kot ste omenili, v zahodni Evropi, še posebej v Združenem kraljestvu. Razen vietnamske vojne smo v vsakem konfliktu stali ob strani Američanom in jih podpirali v vsakem konfliktu. Nekaj, na kar je Trump včasih očitno pozabil. Prav, ampak resnično že od Prve svetovne vojne in celo še prej v opijski vojni. Prav. In s Kitajsko, čeprav neuradno, ampak tega ni.
In mislim, da to predsedniku precej otežuje odločanje, kako daleč je pripravljen iti, kje so njegovi zavezniki. In mislim, da je najbolj zaskrbljujoč del tega, da Amerika že desetletja financira evropsko obrambo. Veste, medtem ko so Evropejci udobno živeli od socialne države in se ukvarjali s podnebnimi spremembami in vsem mogočim, nacionalnimi zdravstvenimi storitvami in tako naprej. Vse zelo dobre stvari. Ne bi nujno rekel, da to velja za podnebne spremembe, za ostalo pa. In to so lahko počeli, ker je Amerika v bistvu plačala za njihovo obrambo. In tako je. In Trump je to tudi sam komentiral, in to upravičeno, da smo v bistvu subvencionirali Evropo. In kje so oni, ko jih mi potrebujemo? Ja, in mislim, da je tukaj analogija, o kateri smo govorili, ta, da Izraelci zvenijo tako, kot so v drugi svetovni vojni zveneli Američani, ter, to vem, tudi britanski vojaki, mornarji in letalci. Vsi so vedeli, zakaj se borijo, in morda niso bili vedno zadovoljni, so se pritoževali, in tudi Izraelci so se pritoževali, ampak vedeli so, zakaj se borijo. Rekel bi, da ameriško vojaško osebje, ki sem ga srečal v zadnjih letih, vsi so prostovoljci. Mislim, da niso zadržani. Prav, sploh niso zadržani, da bi naredili vse, kar je potrebno proti Iranu. Spomnim se, da sem se šel na učno plovbo z letalonosilko USS Truman. In vprašal sem jih o Iranu, veste, o Iranu, nekaj letalcev in kapitana. In bilo je tako, kot da ne potrebujemo letalskih sil. Samo pošljite nas na dne. Veste, 2 udarni skupini, letalonosilk, in lahko naredimo vse, kar je potrebno. Enako velja za Veliko Britanijo. Mislim, ne morem govoriti za druge evropske države. Ampak britanski vojaki bi bili zelo navdušeni, da bi se v tej situaciji spustili v boj. Ker se jih je veliko pridružilo vojski ali oboroženim silam, zato ker želijo braniti svojo državo. In razumejo, saj do neke mere, razumejo grožnjo, ki jo predstavlja Iran. Ampak kaj pa kraljeva mornarica, ki je verjetno na najnižji točki skoraj od časov Henrika VIII. Prav. So zelo osramočeni zaradi neuspeha Britanije, da bi sploh resno poskušala braniti britansko suvereno ozemlje na Cipru, ko je bilo napadeno. Torej, ko sem rekel, da na Zahodu ni volje, mislim, da gre veliko bolj za politično voljo, kot pa za voljo, ja. Gre za voljo v Westminsteru, ne za voljo v oboroženih silah. Prav, ja. No, če se spet nekoliko oddaljimo od taktične situacije, kakšne mislite, da bi bile posledice novega popuščanja Iranu, če bi ZDA na koncu res to storile? Ali menite, da je škoda, ki ste jo v zadnjih mesecih povzročili Združene države Amerike in Izrael, dovolj velika, da bi islamistični režim zadržali na distanci za nedoločen čas, kot pravijo nekateri? Ali pa lahko Iran, ki lahko, domnevam, upravičeno trdi, da se je uspešno uprl ZDA, ponovno oživi svoje ambicije po regionalni hegemoniji in razširjenem mednarodnem terorizmu? Mislim, da je v resnici nekaj obojega. Iranci so seveda zelo glasni glede tega, kako so premagali Združene države Amerike, v resnici pa je zgodba precej drugačna. Združene države Amerike in Izrael so skupaj opustošili Iran, predvsem njegove ofenzivne zmogljivosti. Ni ga popolnoma uničilo, vendar so bili ti izjemni napadi in slišali smo od Yuvala Steinca, kot ste omenili prej, o natančnih napadih, že v prvih dneh vojne, brez primere v zgodovini vojskovanja. Iranska mornarica praktično ne obstaja. Vojska oziroma zagotovo IRGC ne obstaja. Ogromno hierarhije in sistemi zračne obrambe ter podobno so bili praktično zmanjšani na zelo nizko raven. Tako da so zaradi tega izjemno trpeli, ne glede na to, kaj pravijo, so izjemno trpeli. In to je, za nekaj časa odložilo del njihove agresije proti Izraelu in drugim regionalnim državam. Jedrske zmogljivosti, ki so verjetno največji razlog za skrb, so bile prav tako zelo močno uničene. Ne popolnoma uničene, ampak v veliki meri uničene. Čeprav imajo še vedno nekaj visoko obogatenega urana. Mislim, da se to lahko popravi. Pravzaprav se lahko vse te stvari s časoma popravijo.
In če jim bo dovoljeno, se bodo popravile. In veste, morda bo trajalo nekaj let, morda malo dlje, morda malo manj, da se vrnejo tja, ker so bili prej za svojim jedrskim programom, če jim bo to dovoljeno. Tako da mislim, da je popuščanje Iranu, če se to res zgodi, in prav imate, da ste dodali to opombo, ker preprosto ne vemo, kaj bo Donald Trump naredil naslednji. Ne vemo, ali se bo na neki točki naveličal odzivov Irana, pomanjkanja sodelovanja, kar bomo videli v naslednjih 60 dneh. In morda celo odloži ukrepanje, dokler ne pridejo vmesne volitve. Ker je to očitno najbolj v mislih. In upajmo, da se bodo, če se do takrat nič ne zbudi, potem vrnili v boj, saj ga v ZDA čakata 2 leti brez volitev. Ampak če se to ne zgodi, potem je to izjemna nevarnost. In glavna nevarnost je za Izrael, pa tudi za zalivske države. In bi rekel, da je sekundarna nevarnost tudi za preostali svet. Tako da mislim, da je to zelo, zelo težka situacija. In Izrael mora v tem času imeti določene rdeče črte, verjamem. In te rdeče črte nedvomno vključujejo ohranjanje varnostne cone znotraj Libanona in seveda tudi soočanje s Hamasom. Ali gre zgolj za ohranjanje in širitev trenutne varnostne cone na začetku, nato pa za bolj celovito soočanje z njimi? Toda Izrael mora imeti te rdeče črte in mora ohraniti sposobnost udariti po Iranu, kadar in če bo to potrebno. In ko rečem sposobnost, ima to sposobnost, vendar mora imeti v bistvu soglasje, ali če ne soglasje, biti pripravljen iti z Ameriko do neke mere navzkriž zaradi svojih lastnih obrambnih potreb v povezavi z Iranom. In to je zelo težko. To ni lahka situacija. In rekel bi, da se mora predsednik vlade Izraela ne le truditi ohranjati čim boljše odnose, kolikor je to mogoče, s predsednikom Trumpom, ampak mora imeti v mislih tudi svoje lastne volitve, ki bodo verjetno oktobra. In to je pomembna stvar. In razlog, zakaj to pravim, je, ker ne govorim samo o politični usodi predsednika vlade Netanjahuja, ampak o tem, kaj je dobro za to državo. In zelo težko razumem, kako bi lahko kdorkoli stopil v Netanjahujeve čevlje in opravljal tako učinkovito delo v boju proti sovražnikom Izraela, kot ga je doslej on. Zato mislim, da je za Izrael precej pomembno, da je njegov mandat, ne bi si drznil Izraelcem govoriti, kako naj glasujejo, ampak ne vidim nikogar v izraelski politiki, ki bi se lahko približal Netanjahuju pri soočanju s to zelo težko situacijo. Ja, mislim, da nihče drug nima takšnih izkušenj na področju varnosti. In mislim, da seveda veste, lahko ga imate radi, lahko ga sovražite, lahko mislite, da je že predolgo na sceni, ampak mislim, da kljub vsemu temu, zadnji 2 leti in pol, od oktobra naprej, in veste, on mora prevzeti del odgovornosti za 7. oktober, ker se je to zgodilo v njegovem mandatu. Mislim, da je bilo teh zadnjih 2 let in pol njegovo najboljše obdobje, pravzaprav. Ja, strinjam se s tabo. Mislim, seveda je vsakogar mogoče zamenjati. Mislim, da je bil De Gaulle, ki je rekel, da so pokopališča polna nenadomestljivih ljudi. Ja. Absolutno. Ampak jaz glede na moje razumevanje izraelske politike, ki moram reči, da je omejeno, ga trenutno vidim kot najboljšega človeka za soočanje s to res težko situacijo. Ja. Govoriva o enem od ciljev, ki se je zdel implicitno prisoten v vojni, a ni bil vedno izrecno naveden, in to je bila sprememba režima v Teheranu. Ali mislite, da je bila to kdaj realna možnost? Čeprav moram reči, veste, Sir Neil Ferguson, veliki britanski zgodovinar, britansko-ameriški zgodovinar, je dejal, da pravzaprav kaj Izrael in Združene države sta dosegla spremembo režima, ker sta ubila stare voditelje. In zamenjali so jih ljudje, ki so, če sploh kaj, še bolj trmasti, kot je bil Hamenej. Ja, mislim, da je bila sprememba režima zagotovo cilj Izraela. In verjamem, da je bil to tudi zelo zaželen izid
vojaške kampanje Združenih držav Amerike. In preprosto je nemogoče reči. Ali lahko dosežete spremembo režima ali ne. In če bi stvari v tej vojni, v kateri smo zdaj v premirju, potekale nekoliko drugače, bi lahko videli spremembo režima. Ampak to bi bila povsem mogoča možnost. In morda jo bomo zdaj, morda jo bomo videli v bližnji prihodnosti, morda jo bomo videli v bolj oddaljeni prihodnosti. Ključna stvar spet, mislim, je, kateri režim bo zamenjal obstoječi režim. In kot ste pravilno povedali, če bi že imeli spremembo režima, to ni bilo na bolje. Morda ni bilo na slabše, vendar tudi ni bilo na bolje. Ampak to je zelo težko oceniti. Enkrat sem bil vpleten v preprečevanje državnega udara v Afganistanu in zarotniki, ki so pričakovali, da bodo odstavili predsednika Karzaja, so imeli izjemno veliko samozavesti. Videl sem kar precej obveščevalnih podatkov, ki so se nanašali na to, in veliko samozavesti, da jim bo uspelo. Kot se je izkazalo, jim iz različnih razlogov ni uspelo, tako da mislim, da nikoli ne moreš zares napovedati, ne glede na to, kako dobro si pripravljen, kako pameten misliš, da si, ali kako dobri so tvoji obveščevalni podatki, mislim, da nikoli ne moreš zares napovedati. Preveč spremenljivk. Točno tako. Veš, če se obrnemo na Libanon. Misliš, da lahko Izrael sprejme vrnitev Hezbolaha v južni Libanon? Rekel si, da ne morejo, ampak če je to del, veš, nekega končnega miru, in potem damo besedo mir v narekovaje, med Združenimi državami in Iranom, o tem se je razpravljalo. Kaj to pomeni za Izrael? In veš, ali je to sploh sprejemljivo? Po mojem mnenju tega ni mogoče tolerirati. To je verjetno najpomembnejša izmed rdečih črt, ki bi jih moral imeti Izrael, po mojem mnenju. Veš, videl sem opustošenje, ki je bilo povzročeno na severu Izraela. Videl sem evakuacijo izraelskih državljanov iz krajev, kot je Kirjat Šmona. In tudi danes, veš, tudi potem, ko je bila varnostna cona v južnem Libanonu vzpostavljena, se veliko ljudi ni vrnilo v Kirjat Šmono. Ne moreš, ne smeš dovoliti, da bi se državljani in skupnosti na tvojem suverenem ozemlju bali vrnitve ali da bi jim sovražnik preprečil vrnitev. Torej, ja. Menim, da je to najbolj spregledana zgodba na Bližnjem vzhodu. Način, kako so teroristi Hezbolaha v bistvu izpraznili del severnega Izraela. In nihče v mednarodnem tisku se ne zdi, da bi menil, da je to sploh vredno poročanja, kaj šele, da bi jim bilo mar. Ne, ker mislim, da imajo prav, da tako mislijo, ker jim ni mar za Jude. Njim ni mar za Izraelce. Po njihovem mnenju, in ko rečem njihovem, govorim o mnogih elementih tiska, diplomatske skupnosti, politične skupnosti, mednarodnih organizacij. Veste, dejstvo, da je Izrael moral izprazniti dele južnega Libanona, je v njihovih očeh očitno vojni zločin. Ni, ampak v njihovih očeh je. Dejstvo, da je Hezbolah v veliki meri izpraznil dele severnega Izraela, to ni pomembno, ker so to Judi. To so Izraelci, ki so grozni ljudje. Sveda ne, ampak tako oni razmišljajo. Ja. Če gremo na drugo stran, na drugo fronto, Gaza, Hamas ostaja utrjen v delu Gaze, ki ga je obdržal, ko je bilo lani dogovorjeno premirje. Če bo Izrael na koncu prisiljen nadaljevati kampanjo za uničenje teroristov tam. In mislim, da ste namignili na dejstvo, da bodo prej ali slej morali to storiti. Ali menite, da se je IDF naučila vseh lekcij, ki bi se jih morala po vojni, po 7. oktobru? In je sposobna to izkoreniniti, ne da bi pri tem utrpela resne izraelske žrtve? Ali pa tudi palestinske? Civilne žrtve, za katere vemo, da bodo neizogibno vodile do obtožb po genocidu, ki so seveda lažne, a vseeno obstajajo. Ja, mislim, bil sem v Gazi nekajkrat, odkar se je vojna začela 7. oktobra, in videl sem IDF pri delu. Videl sem jih v akciji, v boju, v zgodnjih fazah, pa tudi v srednjih in poznejših fazah. In ni dvoma, da so bile narejene izjemne spremembe v taktiki in tudi postopkih in tako naprej, ko se je IDF učila iz izkušenj. In danes bi rekel, da ni nobene vojske na svetu, ki bi se lahko
kosala z sposobnostjo izraelskih obrambnih sil pri soočanju s takšno situacijo. In Gaza ni edinstvena. Je precej, se razlikuje od mnogih drugih stvari, ni pa povsem edinstvena. Torej, ideja, da bi lahko, veste, odbor za mir ustvaril neko stabilizacijsko silo, ki bi se lahko spopadla s Hamasom, je morda zelo zaželena, ampak to se ne bo zgodilo. To je fantazija. To je zelo zaželena fantazija, morda. Edini, ki se bo s tem spopadal, je IDF. Veš, indonezijski vojaki ali vojaki ZAE, čeprav so morda sposobni, politično ne bodo mogli, ne bodo zavezani k boju. In vojaško gledano ne bodo mogli rešiti tega. Ne bi mogli. Nihče drug ne bi mogel. Samo IDF lahko. Druge vojske bi to morda lahko storile s časoma, z ustreznim usposabljanjem in izkušnjami in tako naprej, ampak zdaj ne, samo Izrael. In Izrael se mora s tem spopasti. Mislim, da ne moreš si privoščiti, da ta problem še naprej tli. Da trenutno so dobro zadržani. Kolikor vem, nimajo zmožnosti, da bi pripeljali kakršnokoli pomembno strelivo, ki ga tam že nimajo. Morda so v obrambi kakšne luknje, vendar mislim, da nič res pomembnega. Še posebej, dokler Izrael nadzoruje filadelfijski koridor med Gazo in Egiptom. Torej, rekel bi, da ni nujno, da zdaj hudo oslabite Hamas. Bilo bi dobro, vendar ni tako nujno. Mislim, da si lahko vzamejo čas, lahko se postavi v kontekst drugih dogodkov na Bližnjem vzhodu. No, kot so mi povedali nekateri Izraelci, ki so dobro obveščeni, veste, ena vojna naenkrat. Prav. Veste, nimajo neskončnih virov, da bi se borili na več frontah. In tle so tudi politični vidiki, ampak tudi vaše vprašanje, ali je to mogoče narediti. Brez velikega števila izraelskih žrtev ali civilnih žrtev v Gazi, mislim, da je odgovor verjetno da, to je mogoče narediti. Seveda bodo žrtve. In grozno je govoriti, veste, reči, ja, v redu, lahko imamo nekaj žrtev. To sploh ni tisto, kar mislim. Ampak vojne proti smrtonosnemu sovražniku ne moreš dobiti, ne da bi imel tudi na svoji strani žrtve. To se še nikoli ni zgodilo in mislim, da se tudi nikoli ne bo. Tako da bodo, žal, tudi izraelske žrtve. Izrael, vem, ko se odločijo, če se bodo odločili obračunati s Hamasom, mislim, da bi morali in bodo to verjetno tudi načrtovali. Postopoma, območje za območjem, na tistem približno 40% delu Gaze, ki je še vedno pod nadzorom Hamasa. In kot so storili drugje v Gazi, naj se po najboljših močeh trudijo evakuirati civilno prebivalstvo, ko napredujejo. In to je mogoče doseči. In s tem čim bolj zmanjšati civilne žrtve. Toda spet bodo civilne žrtve. To je tisto, kar Hamas želi. Želijo, da bi bili njihovi lastni civilisti žrtve, ker je to praktično edini način, da lahko sami preživijo. S pomočjo mednarodne obsodbe Izraela in poskusa odvračanja ter preprečevanja, da bi jih Izrael uničil, kar je očitno njihov glavni cilj. Zaradi, veste, mednarodnega sodišča javnega mnenja. Tako, vendar bodo civilne žrtve neizogibne, Izrael pa jih bo poskušal zmanjšati na minimum. Toda, ko govorite o tem, ljudje pogosto napačno razumejo pojem sorazmernosti v vojni. In nasplošno, in ne govorimo o pravilih sorazmernosti, ki se nanašajo na posamezne vojaške spopade, ki so precej jasne. Ampak nasplošno. Ni treba, da obstaja sorazmernost. Kar se mora zgoditi, vodilno pravilo mora biti, da Izrael uniči sovražnika, ki mu grozi. In če v tem procesu umre veliko civilistov, je to tragično, je grozno, vendar je to neizogibno, ko se boriš proti sovražniku, ki uporablja svoje civilno prebivalstvo kot ščit. In prav tako, kot sem že omenil, si želi, da bi te civilisti umrli. Ja, mislim, verjetno so zgradili največje omrežje, veste, zaklonišč na svetu. To je v bistvu primerljivo s podzemno železnico v New Yorku. Ampak v Gazi so zaklonišča namenjena bombam in bombnim napadalcem, ne civilistom. Ja, točno tako.
Naredimo korak nazaj in se odmaknimo od vojne. In želim vas vprašati kot nekoga, ki pogosto prihaja sem, ki razume vojno, ki razume politične posledice vojne. Ali doživite šok zaradi razlike med vašim razumevanjem Izraela, kot ga doživljate tukaj, in načinom, kako je Izrael prikazan v medijih, veste, na Zahodu, in če berete časopise v Londonu ali New Yorku? To je splošno prepričanje, veste, in to vidim na veliko različnih načinov. Ljudje zdaj Izrael označujejo kot kraj genocida, v nasprotju z resničnostjo Izraela, ki ni nič takega. Pravzaprav je ravno nasprotna. A vendar je to vse bolj prevladujoče mnenje med velikim in zaskrbljujoče velikim odstotkom ljudi na Zahodu. Morda celo večino, zagotovo pa v Evropi. Ja, in mislim, da je izraz šok je verjetno še preblag, saj ne bi mogla biti večja razlika med splošnim javnim dojemanjem Izraela in njegovih vojaških operacij ter resničnostjo. Vendar ne smemo pozabiti, da to ni nesporazum in ni zmeda, ni pomanjkanje znanja. To, kar je namerna kampanja za delegitimizacijo Izraela, ki se je začela v Sovjetski zvezi v 60. letih prejšnjega stoletja, z namenom, da bi Izrael uporabili kot orožje proti Združenemu kraljestvu in Združenim državam Amerike na Bližnjem vzhodu. In čeprav Sovjetske zveze ni več, ta kampanja še vedno obstaja. Prevzeli so jo drugi. In to je, veste, to je namerno ustvarjeno. Kampanja političnega vojskovanja, ki Izrael prikazuje v popolnoma napačni luči. In jaz, veste, lahko je reči, no, morali bi povedati resnico. No, morali bi povedati resnico. Ampak laži bodo, mislim, še naprej prevladovale, ker so bile tako skrbno sajene in skonstruirane, da jih je zelo težko odstraniti. In jaz, ampak mislim, da bi rekel eno stvar, in sicer, da me je na konferenci Jerusalem News Syndicate, na kateri so bila oba, dejansko presenetil kontrast med Izraelom in sovražniki Izraela. In to sem spoznal, ko sva si ogledala izjemen koncert, ki so ga pripravili nekateri invalidni izraelski mladostniki, kar je bila izjemna izkušnja. In to, kar so Izraelci naredili za pomoč manj privilegiranim članom svoje družbe, je izjemno. Tudi nekateri invalidi služijo v IDF. Mislim, da so verjetno edina vojska na svetu, ki novači invalide, da bi prispevali k obrambi svoje države. Kaj pa počne druga stran? Pred kratkim sem se pogovarjal z nekom, vojakom, ki mi je povedal, da je bila njegova vojaška enota v hiši v Gazi. Zasedli so hišo, ki jo je civilno prebivalstvo zapustilo. In mimogrede, preden kdo reče, da je to vojni zločin, ni. To je povsem legitimno in tudi nujno. Ampak v tej hiši je bilo jašek tunela. In ljudje v tunelu, ali so bili pripadniki Hamasa ali kdorkoli že, ne vem, verjetno Hamas, ker ni veliko drugih ljudi, ki bi šli v tunel. Najprej so iz tunela poslali ven mlado 3-letno deklico, da bi videli, ali jo bodo ustrelili izraelski vojaki, kot da bi bili tam izraelski vojaki. Morda niso vedeli, ali so tam Izraelci ali ne. In ona je bila izvidnica, 3-letna deklica. Poznam primere, poznam veliko primerov, kjer so bili invalidni otroci prisiljeni iti naprej. V situaciji, kjer prihaja do soočenja z IDF ali z izraelsko policijo, v upanju, da bodo ti invalidni otroci ustreljeni in ubiti. Ker seveda jim ni mar, res jim ni mar zanje, ne govorim tega kar tako. Njihova miselnost jih ne vodi k sočutju niti do lastnih ljudi. In zato upajo, da jih bo IDF ustrelil ali pa policija. Ker je to seveda velika prednost za palestinsko propagando. Če sovražnik, cionistični morilci niso ubili le civilista, ampak otroka, in to je otrok z invalidnostjo. Uporabljajo otroke z invalidnostjo in odrasle invalide za samomorilske bombne napade. To se nadaljuje in mislim, da je to verjetno najbolj očitna razlika in moraš nekako presoditi, kaj je prav in kaj narobe. In vsem je jasno, kaj je prav in kaj narobe.
In vsak, ki opazuje ali ima kakršnokoli znanje o Izraelu in njegovih sovražnikih ter konfliktu, se mora v tem primeru postaviti na stran Izraela. V nasprotnem primeru se postavljajo na stran zla. Ja, no točno to so. Izgubili so svoj moralni kompas. In ko obtužujejo Izrael genocida, Je to samo znak, da je to tisto, kar želijo storiti oni. rad bi vas prosil, da za trenutek odložite vlogo vojaškega strokovnjaka in nam podate nekaj vpogleda v dogajanje v vaši rodni Britaniji. Veliko slišimo o naraščajočem antisemitizmu, pa tudi o skrbeh glede premika v britanski kulturi. Glede tega in drugih vprašanj zaradi množičnega priseljevanja in drugih razlogov, vendar pa zaradi načina, kako je britanski politični sistem vzpostavljen, levica, ki je po mojem mnenju omogočila antisemitizem, ostaja na oblasti in bo morda tam ostala tudi v prihodnje. Kaj menite, kakšne so možnosti, da bi britanska vlada spremenila smer glede kateregakoli od teh vprašanj, pa tudi za temeljite politične spremembe? To bi lahko privedlo ne le do varnosti za britanske Jude, kar se zdi, da je tam zunaj, ampak tudi do Britanije brez woke kulture. No, pravite, da je levica to spodbujala. Jaz bi rekel, da sta to v Britaniji spodbujali tako levica kot desnica. Ampak konzervativna stranka je zelo, zelo kriva. Že mnogo let so na oblasti in so videli, kako se je ta situacija razvijala. Morda niso naredili toliko kot vlade laboristov, da bi prispevali k resnim težavam, s katerimi se danes soočamo, ampak so to dopustili. In zato so bili, veste, na zadnjih volitvah preprosto povsem poraženi. To je velik razlog za to. In mislim, da... Najprej bom tukaj izpostavil nekaj točk, ampak prva točka, ki bi jo izpostavil, je, da ste omenili nevarnost za britanske Jude. In vsak predsednik vlade, ki smo ga imeli in v zadnjih letih smo jih imeli veliko, Da, ampak zagotovo od 7. oktobra naprej naši predsedniki vlade, ko govorijo o Izraelu, skoraj in enako velja za zunanje ministre in podobno, skoraj vedno bodo rekli, da želijo govoriti o tem, onem in tretjem glede Izraela. Mimogrede, pravkar sem se po telefonu pogovarjal s predsednikom vlade Netanjahujem in sem mu povedal, naj zmanjša število civilnih žrtev ter zagotovi, da pomoč pride do civilnega prebivalstva v Gazi. Ti predsedniki vlad točno vedo, kaj se tukaj dogaja. Vedo, da izraelske obrambne sile delajo vse, kar lahko, da zmagajo in hkrati zmanjšajo število civilnih žrtev. Vedo, da so izraelske obrambne sile med konfliktom v Gazi naredile veliko več kot katerakoli druga vojska, da bi humanitarna pomoč prišla do civilnega prebivalstva. Vse to vedo, imajo svoje ljudi tukaj. Tukaj imajo MI6, tukaj imajo vojaške častnike, imajo diplomate, vedo, kaj se dogaja. Ni nobene zmede. Pa vendar to še vedno govorijo. In s tem, ko to govorijo, pravzaprav pravijo, Netanjahu in njegove enote namerno ubijajo nedolžne ljudi, zagrešijo vojne zločine. In to še dodatno potrjujejo s tem, da Izraelu uvedejo delni embargo na orožje. Zdaj pa vedo, da resničnost ne podpira teh besed in dejanj. Toda vedo tudi, kakšno je javno mnenje v Veliki Britaniji, zlasti na levici in med muslimanskim prebivalstvom, ki v to verjame in želi to slišati. In nočejo slišati ničesar drugega, nočejo slišati resnice. Resnice ne bodo tolerirali. Bilo bi nevarno, če bi jim povedali resnico. Ampak izjemno nevarno je, da se te stvari izrečejo. Ne pravim, da bi moral britanski predsednik vlade biti glasnik Izraela, daleč od tega. Ampak ima dolžnost do svojih judovskih državljanov, da poskrbi, da se resnica čim bolj razširi, da jih zaščiti, ampak tega ne počne. S svojimi besedami priliva olje na ogenj. Ko se je začela vojna med Ukrajino in Rusijo, se je britanski premier, mislim, da je bil takrat Boris Johnson, odločil zavzeti zelo trdno stališče v podporo Ukrajini. Vedel je, da bo to za Združeno kraljestvo boleče v gospodarskem smislu, tako zaradi cen nafte, kot zaradi količine streliva in podpore, ki smo jo pošiljali, finančne podpore, ki smo jo pošiljali Ukrajini. Vedel je, da bo to boleče. Zato je bila izvedena namerna vladna informacijska kampanja, da bi resnica o vojni med Ukrajino in Rusijo prišla v javnost.
Nekaj takega bi se moralo zgoditi tudi glede Izraela. Spet, ne zato, ker bi želel, da smo mi glasnik Izraela, ampak zato, ker želim, da se pove resnica, da bi zaščitili Jude v Združenem kraljestvu. Ampak danes se soočamo z veliko širšim problemom, kot samo z Judi v Združenem kraljestvu. Ko mi Judje včasih rečejo, ali je za nas v Britaniji varno, veste, moj odgovor je, tudi za ne-Jude v Britaniji ni varno. Judje so pod udarom, še posebej zdaj. Ampak tudi ne-Judje, številni pripadniki avtohtonega prebivalstva, so prav tako pod udarom. Imeli smo številne teroristične napade v Združenem kraljestvu s strani džihadistov. Imeli smo še veliko drugih terorističnih napadov, ki so jih naše varnostne službe preprečile in bi sicer povzročili množične poboje. Nedavno je v Združenem kraljestvu izšlo poročilo, da je bilo 250 tisoč mladih belih deklet večkrat posiljenih strani večinoma pakistanskih posiljevalskih tolp, ki so delovale po vsej državi. Če se vrnemo v 70. leta, mislim, da je bilo takrat, morda nekoliko kasneje, to je džihad. To je posiljevalski džihad. Tako da se vsi mi soočamo, ne samo Judje, ampak vsi mi se soočamo s tem, kar jaz vidim kot naraščajočo grožnjo. In resnica je, da se trenutna britanska vlada, in mislim, da skoraj nobena prihodna britanska vlada, s tem ne bo soočila. Do zdaj se ni soočila s tem, kar se dogaja, še posebej s posilstvi. Na nek način so to skušali prikriti, iz strahu bi jih obtožili rasizma. Toda ustrezni ukrepi, ki so potrebni za zajezitev džihada, ki danes obstaja v Združenem kraljestvu, bodo neizogibno verjetno povzročili obsežno nasilje. In noben predsednik vlade ne bo kar tako odobril ukrepov, ki bi do tega pripeljali v času njegovega mandata. Pred seboj ima največ 5 let in do takrat želi ohraniti nadzor nad situacijo. Do takrat želi ta problem preložiti na naslednjo vlado. To je precej pesimistična ocena. Ali vidiš kakšno možnost? Ker kot praviš, se nanašaš na domačine, na prebivalstvo, avtohtono prebivalstvo. To običajno ni način, kako se nanašamo na Evropejce. Prav. Ampak v resnici so oni avtohtono prebivalstvo na otoku Velika Britanija. Ali ne vidiš nobene možnosti, da bi se ta trend obrnil? Zelo sem skeptičen. Ne maram biti pesimističen, ampak sem zelo skeptičen glede kakršnekoli politične rešitve za to. Ker, kot sem rekel, mislim, da so radikalni ukrepi, ki so potrebni za soočanje z džihadom in za soočanje z vse večjim številom priseljencev, ki vsak dan nezakonito prihajajo v Združeno kraljestvo. Preko Rokavskega preliva predvsem, vendar tudi po drugih poteh. Takšna radikalna dejanja bodo povzročila velike težave. Ni dvoma, brez tega jih ne bi mogli izvesti. Tako, in res ne mislim, da bi katerikoli predsednik vlade to storil. Mislim, veste, obstajajo nekatere bolj desno usmerjene stranke, kot je Reform, ki jo vodi Nigel Farage, in Restore, ki jo vodi Rupert Lowe, ki pravijo, da bodo to storile. Ali bodo to res storile, je drugo vprašanje. Mislim, veste, ko politik dejansko sedi na stolu predsednika vlade, stvari izgledajo zelo drugače kot od zunaj. Torej, upam, da se motim. Resnično upam, da se motim, vendar ne pričakujem politične rešitve za to. Mislim, in tega si nikakor ne želim videti. Mislim, da je najbolj verjeten izid tega, s čimer se trenutno soočamo, na neki točki državljanska vojna v Združenem kraljestvu, kjer se državljani Britanije odločijo vzeti pravico v svoje roke, ker ni politične rešitve. To bi bila uničujoča stvar za Britanijo. Absolutno. Kako bi se to sploh odvijalo? No, najprej bi rekel, da bi se to lahko preprečilo z radikalnimi ukrepi, za katere sem rekel, da niso verjetni. Torej, recimo, da se žal res zgodi. Mislim, da bi se soočali z situacijo, ki ni dosti drugačna od Severne Irske. Ko rečem državljanska vojna, ne mislim na... Imate izkušnje s Severno Irsko? Bil sem tam velikokrat, prevečkrat. Ampak ne govorim o ameriški državljanski vojni, kjer si stojijo nasproti uniformirane vojske. Govorim o nečem, kot je Severna Irska, kjer je bil v bistvu trostranski konflikt, če hočete, z vlado, vojsko in policijo, ki so poskušali obdržati svoj položaj in vzdrževati varnost po vsej pokrajini.
In potem z IRA in povezanimi republikanskimi terorističnimi skupinami ali katoliškimi organizacijami proti Ulster Defense Association in povezanim protestantsko usmerjenim tako imenovanim lojalističnim skupinam. Tako je šlo za trostranski konflikt, ki je trajal 30 let in povzročil ogromno smrti, tako med varnostnimi silami kot civilisti in na srečo tudi med precej teroristi. Ampak rekel bi, da se bo to zgodilo. Videli bomo, da bo vlada poskušala, kolikor bo le mogoče, zadržati nasilje in ohraniti red. In potem boste na eni strani imeli, recimo temu, avtohtono britansko prebivalstvo, morda se jim bodo pridružili tudi nekateri muslimani, ki bodo na strani avtohtonega prebivalstva, ker je seveda veliko muslimanov, ki si najmanj želijo šeriatsko pravo in džihad v Britaniji ter takšno situacijo. Tako da nekateri, in verjetno tudi nekateri muslimani, nekateri Indijci, imamo veliko Indijcev v Britaniji, mnogi izmed njih bi verjetno podprli avtohtono prebivalstvo. In potem na drugi strani džihadisti, v bistvu, katerih število bi se po mojem mnenju v tej situaciji povečalo, kot veste, če bi prišlo do obsežnega nasilja med obema stranema. In verjetno bi imeli tudi na njihovi strani nekaj avtohtonih, skrajno levih podpornikov. No, to so streznjujoče misli o širši sliki Britanije. To je grozno in resnično upam, da se to ne zgodi, ampak trenutno ne vidim, da bi se temu zelo verjetno lahko izognili. No, ob tem zloveščem tonu se vam želim zahvaliti, polkovnik Kemp, da ste bili danes z nami. Kako lahko naši gledalci in poslušalci spremljajo vaše delo? Imam spletno stran, ki je richardkemp.com. Sem na X, kjer sem @richardkemp, na Instagramu pa @richardkemp. Pogosto objavljam članke v Daily Telegraphu in drugih britanskih nacionalnih medijih. Ampak skoraj vse, kar želite, če imate težave s spanjem ponoči in želite nekaj, kar vam bo pomagalo zaspati, lahko obiščete mojo spletno stran. Ne, mislim, da ne. Mislim, da je zelo zanimivo in spodbujam naše občinstvo, da vas spremlja. Prav tako se želimo zahvaliti našemu občinstvu. Prosimo, ne pozabite vsak dan poslušati Jonathan Taubin Daily Edition, ki ga lahko slišite, kjerkoli poslušate svoje podcaste. In ne glede na to, ali nas poslušate na eni izmed teh platform, ali nas gledate v živo na Facebooku, X-u ali na JNS YouTube kanalu, prosimo, da všečkate in ali se naročite na JNS, kliknete na zvonček za obvestila in nam daste dobre ocene. Prosimo, pišite nam na naslov thinktwice@jns.org in nam sporočite, kje poslušate ali gledate oddajo in kaj si o njej mislite. Ena programska opomba. Naslednji teden bomo odsotni zaradi praznovanja 4. julija, 250. obletnice ameriške neodvisnosti. In ne pozabite, berite in razmišljajte s svojo glavo. Se kmalu spet vidimo.